Prvo je okolje in razmere, v katerih se ukrepi sprejemajo. Razmere so v tem trenutku v Sloveniji zaskrbljujoče. Prihaja do odprtega revolta, če lahko tako rečem, zaposlenih, in te razmere se še naprej zaostrujejo. V teh razmerah se večkrat in če dalje bolj poudarja tudi nekakšen izmišljen konflikt med zaposlenimi v privatnem sektorju in zaposlenimi v javnem sektorju. Skratka, razmere so v tem trenutku tako celino zaskrbljujoče in zaradi tega je potrebna polna mera, jaz bi rekel, in pravičnosti in strpnosti pri sprejemanju ukrepov. Namreč ta balon, ki v Sloveniji lahko tudi poče in če dalje bliže smo tudi takim razmerom. To je seveda moja ocena, vsak dan ste pa priča takim razmerom. Drugo, kar je treba povedati, je, da mi razumemo potrebo, da se ukrepi čim prej sprejmejo, vendar menimo, da je te ukrepe potrebno sprejeti na premišljen način in da to, kar se zdaj dogaja, ni samo v javnem sektorju, že prej se je začelo v začetku letošnjega leta pri drugih ukrepih, postaja, torej ta nujnost hitrega sprejemanja ukrepov, postaja nekakšen alibi za to, da imamo če dalje manj socialnega dialoga in da prihaja do dejansko ignorance socialnega dialoga. Kolikor vlada, tudi premier, nenehno poudarja nujnost socialnega dialoga, tako ga je če dalje manj. In se bojimo, da nadaljevanje te prakse lahko dejansko pomeni pravzaprav tudi svojevrsten povod za takšne in drugačne aktivnosti sindikatov, pa tudi nezadovoljstvo ljudi. Se drugače niti ne moram povedati kot to, da če dobiš gradivo in ukrepe in moš v 7 dneh sprejeti določeno odločitev ali na njo odgovoriti ali pa se uskladiti, to je dejstvo, da v tem kratkem času ni možno in da se mnoge zadeve pelejo mimo dialoga in potem se tudi tiste stvari, ki so dobre, sprevržejo v svojem nasprotje, kot recimo zakon o subvencioniranju delovnega časa, ki je bil namenjen zaposlenim. Se pa dogaja, da ga če dalje bolj koristijo samo nosilci lastništva in lastniki in podjetja sama in da zaposleni praktično tega nimajo nič. To je slika vsakodnevna. Tretje, kar je treba povedati, je, da breme krize, treba odprto povedati, to je moje osebno mnenje, morajo nositi vsi, vse strukture ljudi in tudi vse inštitucije, če hočete v državi. In da sedanja slika, ko jo nosijo predvsem zaposleni v privatnem sektorju, jutri pa zaposleni v javnem sektorju, ni sprejemljiva. Vi na eni strani še vedno imate milijonske nagrade, se pravzaprav norčujejo z milijoni na račun zaposlenih, imate visoke plače in nagrade direktorjev v privatnem in v javnem sektorju. Imate, da nekatere strukture sploh ne vejo, da smo v krizi ali živi na način, tako da te krize ne bi bilo in se nekako vse in če dalje bolj sprevrže samo na zaposlene. Naše izhodišče, ki bo potem tudi razlog, zakaj nasprotujemo takim ukrepom vlade, kot jih vlada danes predlaga, je, da morajo vse strukture ljudi, vse inštitucije, tudi če hočete javne finance, proračun, nositi usodo in breme krize in da je zaradi tega potrebno ukrepe sprejemati tako, da jo bojo na eni strani nosili zaposleni v privatnem, na drugi strani zaposleni v javnem, na tretji strani upokojenci, ker je treba tudi videti, da je strani sistem usklajevanja pokojnin ta prava ne, na četrti strani proračun, javni izdatki morajo dati. Skratka, celotna celovitost teh ukrepov je potrebna zagotoviti, kajti to, kar se zdaj dogaja, je v bistvu čisto nasprotna smer. Gre v smer, če dalje večjega odpuščanja ljudi, nizkih plač, pritiskov ljudi, podpisujejo se razni aneksi, mislim, pravzaprav neverjetna slika, potem bo Bergam posebej spregovoril, ampak poudarek je, da vse strukture zaposlenih in celotna Slovenija, če hoče do politike vred, mora nositi breme te krize.
Dejstvo je, da sindikati v tem bitki za plačni sistem že ves čas nismo enakopravni. Oziroma članstvo, ki ga zastopamo, ni enakopravno. Osnovnemu in srednjemu šolstvu so bila plačna nesorazmerja odpravljena že ob sprejemu zakona v sistemu plač v javnem sektorju, kar pomeni, da imajo oni vrčo že odpravljena nesorazmerja. Ostali so bili pa na polovični eskalaciji in do danes nimajo odpravljenih nesorazmerij in to se še odlaga, ker če te tranše zdaj odložimo, je seveda vprašanje, če je res, da bodo plačna nesorazmerja leta 2011 odpravljena, ker sklad za odpravo, sklad v navednicah, v bistvu proračunska postavka, se polni z eskalacijo. Predlog vlade je, da eskalacije za to leto ni. Imam nek tak slab občutek, da bojo tudi za 2010 predlagali, da ni eskalacije. Od kje se bo polnil ta sklad? In jaz se zelo bojim, da bo 2011 prišli z skrbljujočo ugotovitvijo, da denarja za odpravo plačnih nesorazmerij ni. Kar se tiče pa SVIZ-a, oni imajo plačna nesorazmerja odpravljena, predlogi tukaj noter, ključni predlogi, vezane na tranše, njih ne zadevajo in oni pravijo, bomo popustili, kar se tiče tranš, nimajo kaj popuščati, ker se njih to ne tiče, smo pa pripravljeni se še pogovarjati ob tem, da boste upoštevali in sanirali tiste stvari v plačnem sistemu, za katere mi smatramo, da jih je za našo dejavnost potrebno še sanirati. Kar pomeni, oni ocenjujejo, da nekatere stvari niso dobro spogajali, zdaj bojo tukaj pristavili lonček, vsi ostali so v situaciji, kakršni so. Mi to ne sprejemamo, da ne govorimo o teh, ki imajo varovane plače, javnega podatka, koliko je teh javnih uslužbencev do danes ni, bi bilo zelo zanimivo zvedeti, koliko je teh javnih uslužbencev, in tudi teh javnih uslužbencev se ti ukrepi, seveda, ta ključni ukrep, ki se nanaša na tranše, ne dotikajo. Glede dialoga, samo stavk. Glejte, dialog je zelo, dialog je nujnost in je zelo občutljiva in dinamična zadeva. Dialog ni, da se ti sreča s partnerji in potem vsak svoje pove in narazen in potem doživi ali zakon, ali ukrepi, da so sprejeti, to se je zgodilo, da se razumemo, že pri sprejemanju zakona o subvencioniranju delovnega časa. Mi smo se načelno pogovorili, v katero smernejše rešitve iščejo, ko pa treba iskati pametne rešitve v tem zakonu, ali pa sploh kakšne rešitve, pa nas pozdravljamo ne bilo. In danes imamo, se vključujem izrazov, šlamastiko, kar se tiče tega zakona izvajanja. Ta denar gre podjetjem, lastnikom, delavci tega skoraj da razen nekaj izjemnih načinov. Ta pojav kaže, da so te rešitve bile nepremišljene. In tle isto velja. Ko se ti sreča socialni partnerji, da se srečaš, potem, ko je treba iskati predloge, pa ti predlogi morajo biti polno mero medsebojnega zaupanja in iskanja pametnih rešitev. Tega ti nič ne pomagajo novinarske pa skakanja, da se treba skupaj sesti in to rešitev najdati. Ne na način, tukaj imate, vzamete ali pustite. To ni dialog in imam občutek, da se če dalje bližamo takšnemu uporabu. Sebo sam jaz bi še gospod odgovoril, da moram reči, da ta včerajšnji sestanek je bil, se strinjam z vami, precej nenavaden. Pravzaprav edini zaključek tega sestanka je bil ta, da je ministrstvo za javno upravo jasno in glasno povedala, da se moramo do 15. februarja razumeti. Drugega novega pa nismo zvedeli, oziroma drugače rekel, tisto, kar smo pričakovali, da bomo novo zvedeli, se pravi ravno o teh skladih, o tistem se pa izkazali, da pravzaprav so podatki tako nenavadi, da kaj dosti diskusija o tem ni bilo.